Monografija se ukvarja z v bistvu nekaj vrsto pomena, ki je močno povezana z vrednotenjem in razkriva govorčevo držo do izrečenega. Je prisotna tako rekoč v vseh oblikah jezikovnega sporazumevanja. V običajnih okoliščinah govorci, pisci namreč sporočamo tako na temelju lastnega izkustva sveta, kot tudi lastne vrednotenjske drže, bodisi kritično ali sprejemajoče naravnane. V konceptualnem okviru, ki omogoča tovrstno raziskovanje, sicer po Hallidayju raje govorimo o tem, da imajo besede pomenski potencial, kot pa o tem, kaj besede pomenijo. No, v knjigi osvetlim nekatere tradicionalno zapostavljene vidike jezikovnega vrednotenja, kot se kažejo na nekaterih specifičnih področjih uporabnega jezikoslovja, posebej na primer v leksikografiji, tudi pri poučevanju jezikov, v prevodoslovju in tudi diskurzivnih študijah. Nenazadnje je smiselno preučevati prozodijo tudi v okviru denimo teorije žanra in literarnih študij, na primer prozodija pri posameznih avtorjih in podobno, kjer bi to lahko pripomoglo k interpretaciji besedila. No, poleg tega nekega teoretskega interesa so me pri izbiri teme motivirale prav evidentirane potrebe po ustreznejšem jezikovnem opisu in spoznanja na področjih, ki niso jedrno jezikoslovna, so pa tesno povezana z jezikom in interpretacijo pomena. Na primer digitalizacija in tehnologije, medijske politike in vsebine, govor akademskega in visokošolskega prostora, pravosodje in tako naprej. No, pri opisovanju pomena izhajam iz metode korpusnega jezikoslovja, na podlagi katere raziskujem in predstavljam z vrednotenjem tesno povezan pojav, ki se imenuje semantična prozodija, tudi vrednotenjska oziroma diskurzivna prozodija. Namreč lokus tega pojava, ki določa pragmatično funkcijo tega, kar izrečemo ali zapišemo, je namreč v tekstualnem, ne leksikalnem pomenu. Pri tem pa gre za nek kompleksen preplet leksikogramatike, frazeološkosti, idiomatike in pragmatičnih učinkov. Če povem malo bolj plastično, konkretno, je semantična prozodija po naravi pragmatična, pove nam namreč, kje, kdaj, zakaj in komu nekaj pomeni to, kar pomeni. Torej, v knjigi so predstavljene nekatere konkretne leksikografske prakse in rešitve, ki omogočajo torej iz besedila kot sporazumevalnega dejanja izhajajoči opis jezikovnega pomena. In sicer tako v enojezični kot medjezični perspektivi. Za primer naj navedem na videz slogovno in vrednotenjsko nevtralno rabo besede enačiti, ki se v svojem najpogostejšem pomenu, to je enačiti kaj ali koga s čim, kom, pojavlja v izrazito negativnih okoliščinah, s tem pa postane nosilka negativne semantične prozodije. Podobno denimo beseda situacija, ki se tipično pojavlja ob kolokatorjih, s katerimi ustvarja razširjene enote pomena z negativno prozodijo, čeprav na prvi pogled to ni očitno. Torej, analizirani konteksti kažejo, da se mnogi pomembni podatki o besedi, o pomenu, razkrivajo na nepredvidljive načine, zato je, kot skušam pokazati v knjigi, logicistični pristop k razlagi funkcioniranja pomena neustrezen. V nasprotju z linearnim razumevanjem moramo namreč, kot opozarjajo zlasti sociolingvistično usmerjene raziskave, pojasniti pomen ne kot seštevek posameznih pomenov, temveč številnih pragmatičnih učinkov. Še za zaključek, torej izhodišče in vodilo zastavljenih opisov je upoštevanje pragmatičnih vidikov, povezanih z jezikom v njegovi funkcijski in sporazumevalni razsežnosti, ta pa obstaja v procesih interakcije in kontekstualizacije. Torej, to je raziskovalno izhodišče, ki povezuje vrsto sodobnih študij, ki se ukvarjajo z resničnim diskurzom oziroma jezikom, pri čemer jih druži zanimanje za jezikovno rabo, ki jo je mogoče empirično raziskovati. No, ob koncu bi se seveda rada zahvalila založbi ZRC, Inštitutu za slovenski jezik, kjer je
moja knjiga izšla, morala bi vas samo malo popraviti, v bistvu sem sodelavka Inštituta za slovensko literaturo. Moja knjiga pa je res izšla, ker je pač jezikoslovna na Inštitutu za slovenski jezik. Zlasti pa se zahvaljujem urednici zbirke Lingua Slovenica, doktor Heleni Dobrovoljc, za njeno podporo in sodelovanje. Hvala lepa.